Maribor se je prvič doslej znašel v vlogi gostitelja dvodnevnega srečanja novinarjev, ki ga je pripravilo Društvo novinarjev Slovenije. Ti so v petek v prostorih Kina Udarnik spregovorili o trenutnem stanju medijev, pogovor z odgovornimi uredniki nekaterih največjih slovenskih medijskih hiš pa je vodil novinar Večera in predsednik društva Matija Stepišnik. Mi smo v lanskem letu investirali v lokalne in regijske vsebine iz razloga, ker smo že doslej na teh območjih bili najmočnejši in ker smo želeli na teh območjih dobiti še več novih pravcev. Morda bojo tiskani mediji bolj obstali za vikend, a ne vikend branje je sigurno nekaj, kar bo dalj časa obstalo v fizični obliki. Internet ima že spet neke čist druge zakonitosti, kaj boš ti tam pisal. Poročanje za televizijo 24 ur, pa neko tretjo zakonitost. Jaz v moji redakciji takšnega novinarja Supermana, ki ga bomo mi, ki bom rekel, da bo šel na teren, na kakršnokoli, če je prometna nesreča ali pa v parlament, in da bo potem meni najprej tweetal ves čas, prišel nazaj, napisal za internet nekaj, potem naredil pa še televizijsko poročilo in da bi vso to troje naj bilo dobro, bom rekel, mogoče, da imam enega pa dva človeka v redakciji, ki sta res taka supermena novinarja, ki to dela. Meni se zdi, da je za odgovornega urednika katerega koli medija danes zelo težko vprašanje to, da seveda se ne splača pisati in poročati o stvareh, ki jih ljudje nočejo brati, slišati ali poslušati, tako kot se ne splača v restauraciji kuhati jedi, ki jih ljudje nočejo jesti, ampak vseeno mislim, da si nihče ne želi, da bi na koncu servirali samo palačinke in pohane politične. Tudi agencije, ki dejansko so tista relativno širšemu krogu odjemalcev medijskih novic neznana medijska tvorba, iščejo svoj prostor. Oni delajo vsako stvar, ki jo naredijo, jo delajo točno tako. In meni se zdi, da to je veliko bolj pomembno kot to, da bodo novinarji in tweetali in vse, in delali vse in bili raziskovalci in poročila pisali in delali velike zgodbe in vse. Tega ni. In v tem smislu bi se moralo resnici od popa učiti. Slovenski trg je degeneriran, oglaševalcev. Degeneriran. Če pogledamo zelo preprosto, imamo na televizijskem trgu, ima prvi izjemen delež v primerjavi z drugimi televizijami, na časopisnem trgu ne glede na rejtinge ima prvi praktično še vedno manj v povprečju kot imajo drugi na glasnem trgu, kar je čudna situacija. Svoje poglede na medije v novem tisočletju je predstavil tudi urednik družabnih omrežij pri časopisu The Economist Mark Johnson. So I'm responsible for managing our reader communities, that's to say the online community that exists on economist.com, but also the community of readers that take part in the things that we do on Facebook and on Twitter and on the other social networks like that. So that boils down to three things really. There's some management, there is some evangelism, and there's some development. So on management, I manage the comments that are left on economist.com. I work with our moderators to make sure that only the best comments are displayed on the site. And I do a lot of work to make sure that we create a regular and engaging series of postings to social media sites like Facebook, like Twitter. In terms of the evangelism, I spend a lot of time talking about why social media is important to our community, helping our journalists to get onto social networking sites if they choose to, those that need my assistance, and generally talking about why it's a big opportunity for us. And in terms of development, I spend a lot of time thinking about what's next. So what comes next for our community? What else might our readers want to do rather than just comment on articles? Do they want to take part in debates? Do they want to take part in other special community features? And how can we make sure that we have the right platform on our own website to help them to do those things? Društvo je zvečer v Vetrinjskem dvorcu podelilo nagrade za novinarske dosežke. Nagrado za izstopajoče novinarske dosežke je med drugimi prejela tudi Večerova komentatorka Dragica Korade, debitanska nagrada pa je šla v roke Frani Žižt. Mislim, da je nagrada vsakemu eno priznanje, da dela dobro, da dela prav, da je na pravi poti. Tudi meni, tudi jaz sem bila zelo vesela te nagrade, mi je pa hkrati tudi ena zaveza, ena odgovornost za nadaljnje delo. Sledim nekim svojim vrednotam, ki zagotovo niso neko pretiravanje, neka senzacionalnost. Zanimajo me zgodbe povprečnih ljudi, običajnih ljudi, zgodbe stiske malega človeka, pa tudi vse, kar spremljam, se trudim, da ohranjam nek objektiven pogled na svet in tudi, ker taka sama sem, tudi to hočem dati svojim bralcem. Katera pa so tista novinarska peresa, ki tebe najbolj navdihujejo? Mislim, da bi bilo zdaj težko, če bi koga posebej izpostavljala. Mislim, naredila bi krivico marsikomu, bi pa mogoče v tem trenutku se rada zahvalila svojemu prvemu in velikemu mentorju Mirku Lorenciju, ki ima zagotovo zasluge, da sem danes prejela to nagrado.
Nagrado za življenjski prispevek je prejel radijec Sandi Frelih. Ali novinar kadarkoli sploh preneha biti novinar? Ne, ne more, ker jaz sem zdaj mesec, dva v pokoju in vsak dan stečem na radio, če se le da. In kaj naredim, pomagam kolegom, veliko jih imam, ki me pokličejo, prosijo včasih za nasvet, za telefonsko številko. Mislim, novinar si ali pa nisi. Ko gledamo nazaj, se večinoma spominjamo ekstremov, nizkih ali visokih. Na kateri so tisti vrhunci, ki bodo vam ostali najbolj v spominu? Jaz sem eno, v navednicah rečeno, srečo, da sem delal, spremljal številne prelomne dogodke, da sem bil dopisnik v Beogradu, ko je v času Titove smrti nekoga pogreba, da sem potem spremljal oblikovanje političnega prostora, demokratizacijo, vojno za Slovenijo, prve volitve, pogovore z številnimi politiki in mislim, kakšnih posebnih, mogoče, procesov samosvajanja in vojna za Slovenijo. To so bili tisti prelomni dogodki, na katere smo vsi na radiju zelo ponosni.